Bločani v šali radi rečejo, da so Bloke slovenski Tibet. In ko jih vprašaš, kje so, vam odgovorijo: Bloke so tam, kjer se po trmastih ovinkastih klancih pot prevesi. Tam, kjer se klanci nehajo in se za kratek čas celo prevesijo navzdol, se pred vami nenadoma odpre zeleno obdelano polje. Široko in ravno kot javorova miza v kotu slovenske kmečke hiše. Tam so Bloke. Bloška planota leži na nadmorski višini med 720 in 800 metri. Planoto obkrožajo obli delno poraščeni hribi, po njej pa je raztresenih 45 vasi in zaselkov, kar ustvarja podobo nenavadnega, odmaknjenega sveta preteklih časov. Na valovitem območju se menjavajo manjše in večje doline, po katerih teče v neštetih okljukih potok Bloščica. Narava je tu še neokrnjena, zato ponuja idealne možnosti za preživljanje prostega časa. Pri vasici Volčje so domačini s pomočjo občine uredili okolico Bloškega jezera. Poleti se v jezeru lahko kopamo, pozimi, ko njegova površina zamrzne, pa privablja drsalce. Skoraj vse leto pa okoli jezera posedajo ribiči in namakajo svoje vabe vanj, upajoč, da bodo iz vode potegnili kakega krapa, postrv ali rdeče perko. Lepa in prijetna okolica, topla jezerska voda in nizko barje ponujajo gostu prijetno bivanje. Z dokaj visoke Bloške planote se v nižji svet vse naokrog zlivajo mnogi potoki. Eden od njih si je utrl pot skozi zelo slikovito sotesko Kadice. Tu se voda igrivo spušča navzdol v obliki številnih slapišč in tolmunov. Zaradi posebnih mikroklimatskih pogojev v tej soteski uspevajo tudi nekatere alpske rastline, kot na primer kranjski jeglič in dlakavi sleč. Na sredi nove vasi in velikih Blok še stojijo kamniti vaški vodnjaki ali korita. Uredili so jih v drugi polovici 19. stoletja in so služili domačinom za preskrbo z vodo, pa tudi za napajanje živine. Še posebej lepo je ohranjen vaški vodnjak v vasi Ravnik, ki je bil postavljen v 19. stoletju. Posebnost tega vodnjaka je, da voda izvira na njegovem dnu, hkrati z vodo pa se dvigajo na površje tudi plinasti mehurčki. Ta pojav še danes ostaja nepojasnjen. Čudovito kamnito gradnjo predstavlja tudi kamniti most s 5 oboki čez potok Bloščico v velikih Blokah. Most je bil sezidan leta 1858. Napoleonov most, kot mu tudi rečejo okoliški prebivalci, še danes navdušuje zaradi izredno kvalitetne gradnje. Čeprav je v uporabi že več kot 150 let, mu ne manjka še noben kamenček in zlahka prenaša obremenitve sodobnega prometa. Dragocen kamnit objekt je tudi paždba, sušilnica sadja v vasi Zales iz leta 1871, ki jo lahko opazite, če se sprehodite po Krpanovi poti. Toda Bloke so verjetno v svetu najbolj poznane po svojih tradicionalnih smučarjih, zato jim lahko rečemo tudi zibelka smučanja v Srednji Evropi. Prvi doslej znani zapis o samoniklem bloškem smučanju, gibanju na smučeh po visokem snegu, je leta 1689 v slavi Vojvodine Kranjske opisal slovenski polihistor Janez Vajkard-Valvazor. Bločani so bili v tistem času edini v Srednji Evropi, ki so uporabljali smuči pri hoji in vijuganju po snegu. Sicer so pa doma narejene bloške smuči uporabljali za vse mogoče opravke. Smučmi so hodili v vas, v gostilno, v trgovino, k maši, na lov. Botri so na smučeh nosili novorojence h krstu in na posebej prirejenih smučeh so pokojnika peljali v krsti na vaško pokopališče. Pozimi je na Blokah še danes zelo priljubljen tek na smučeh. Urejene proge imajo obliko pentlje, zato se vsakokrat vrnete na njihovo izhodišče. Dolge pa so do 20 kilometrov. Proge imajo ponavadi po eno stezo za klasično in eno stezo za prosto drsalno tehniko. Na Bloškem so nekoč ob potoku Cerkniščica stali številni mlini in žage.
Med pomembnejšimi je bil Bočkov mlin z žago. Žaga je stara več kot 100 let in je še vedno v uporabnem stanju, vendar žal ne obratuje več. V mlinu, ki je še starejši, pa še vedno deluje beli kamen. To je svojstven spomenik tehnične kulture, saj ohranja svoj izviren videz že prek 100 let. Le mlinsko kolo je danes zamenjala turbina. Bloška planota od zgodnje pomladi pa vse do pozne jeseni dobesedno vabi v svoj objem. Pohodniki se radi odpravijo po Krpanovi poti. To ni le rekreativen sprehod po lepi naravi, pač pa obiskovalci lahko med hojo spoznajo tudi številne kulturne in naravne znamenitosti Bloške planote. Pot, ki je dolga okrog 20 km, urne pohodnike razgiba in sprosti. Na ranču Bloke se bodo ljubitelji konj in jahanja zlahka dogovorili za ježo prek dišečih bloških polj in gričev. Bloška planota je zaradi svoje sončne lege in reliefa odlično izhodišče za jahanje. Pozimi na Blokah nista priljubljena samo tek na smučeh in drsanje. Snowkite je nova zimska dejavnost na Bloškem. Ugoden teren, sneg in veter napravijo iz zimskih Blok enega najboljših poligonov za kajtanje na snegu pri nas. Ta privlačen šport vsako leto pritegne vse več ljudi. Med prireditvami na Blokah je najbolj obiskan Mihaelov sejem. Domačini vsako leto prikažejo tradicionalne obrti, kot so pletenje košev in košar, čevljarska obrt ter izdelovanje suhe robe in bloških smuči. Ker pa dobrega sejma ni brez dobre lokalne kulinarike, prireditelji obiskovalcem pripravijo kavro. To je kolerabo v glinenih skodelicah, postrežejo pa jo z lesenimi žlicami. No, Bločani pa so še do nedavnega veljali za velike prekupčevalce z govejo živino. Po sejmih na Dolenjskem in v Beli krajini je veljalo načelo: če ni Bločana, ni sejma. Na sejme so hodili celo na Hrvaško in kupovali kumrne vole, jih potem pitali z odličnim bloškim senom, da so se poredili in jih nato prodali naprej za meso v Trst ali Ljubljano. Danes spomin na debelega pitanega vola ohranja le še skulptura v vasi Zavrh. Tako, dragi prijatelji, tu na Bloškem boste zagotovo našli trenutek miru v spokojnem zavetju narave. Prijazni in gostoljubni domačini vas pričakujejo. Dobrodošli na Bloški planoti.